Očitno je napočil trenutek, ko lahko začnemo. Dober večer. Lepo pozdravljeni na predstavitvi slovenskega prevoda Einsteinove knjige o posebni in splošni teoriji relativnosti. V slovenščini ta knjiga izhaja približno 100 let po objavi končne formulacije splošne teorije relativnosti, ki se je zgodila novembra 1915. Moje ime je Matjaž Ličer, jaz sem prevedel omenjeno knjigo in bom nocoj tudi povezoval tole predstavitev, ki jo organizirata založba ZRC in knjigarna Azil. V čast mi je, da lahko pozdravim naša nocojšnja gosta, in sicer profesor dr. Janeza Strnada in profesor dr. Andreja Čadeža z Fakultete za matematiko in fiziko. Za tiste, ki niste fiziki in upam, da vas je nocoj tukaj čim več, bom gosta na kratko predstavil. Profesor Strnad je dolgoletni profesor klasične in moderne fizike na oddelku za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in eden najbolj prepoznavnih univerzitetnih pedagogov in popularizatorjev fizike pri nas. Je tudi naš vodilni strokovnjak za zgodovino in razvoj fizike. V svojem zelo obsežnem opusu je o Albertu Einsteinu in tudi o teoriji relativnosti pisal v številnih objavah in poljudnih delih in knjigah, ki so dostopne tako fizikom kot širšim javnostim. Profesor Čadež je dolgoletni predavatelj astronomije, astrofizike, relativistične fizike na oddelku za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko. Je naš vodilni strokovnjak za relativistično astrofiziko in splošno relativnost. Ukvarja se z eksperimentalno gravimetrijo in numeričnimi simulacijami astrofizikalnih relativističnih sistemov črnih lukenj. Sodeloval je pa na številnih zanimivih mednarodnih projektih, recimo na gravitacijskem interferometru LIGO. Lepo pozdravljena, jaz sem zelo vesel, da sta nocoj z nami. Nocojšnji dogodek bo potekal nekako v 3 delih, ampak preden povem, kako bo potekal, ne vem, če ste bil prekinil z neko digresijo kratko. Ne vem, če ste spremljali danes popoldne, ampak v okviru misije Rosetta Evropske vesoljske agencije je danes popoldne ESA izvedla uspešen pristank sonde na kometu nekje med Marsom pa Jupitrom, kar je verjetno monumentalen dogodek, primerljiv s pristankom na Luni. Zdaj bi se pa kar vrnil nazaj. Skratka, kot sem rekel, nocojšnji dogodek bo potekal nekako v 3 delih. Jaz bom na kratko sam predstavil Einsteinovo knjigo, skratka, sprehodil se bom skozi kazalo nekako. Zelo na kratko bom predstavil tudi spremljajoče besedilo Françoise Balibar o Einsteinovem branju Galileja in Newtona. To besedilo je prevedel dr. Vojislav Likar. Po tem sprehodu skozi knjigo bom predal besedo profesorju Strnadu, čigar nocojšnje predavanje nosi naslov Posebni teoriji relativnosti. Večer bo pa zaključil profesor Čadež s prispevkom Teorija gravitacije po 100 letih. Predavanje bo pol sledil kratek, oziroma pogovor z občinstvom, upam, da bo zanimanje za debato veliko. Skratka, če vas karkoli v zvezi s teorijo relativnosti bega, je nocojšnji večer po mojem edinstvena priložnost, da zadeve, kolikor se da, razčistite s pomočjo naših gostov. Zdaj bi pa prešel na prvi sklop, skratka na kratko predstavitev Einsteinove knjige in ob tej priliki omenjam, da je prevod izšel v zbirki založbe ZRC Historia Scientie, ki je namenjena spoznavanju zgodovine znanstvenih vednosti, idej in spoznanj. Zbirko pa od leta 2001 ureja dr. Matjaž Vesel. Albert Einstein je končno verzijo splošne relativnosti objavil 25. novembra 2015 in teorije se je držal sloves zapletenosti in abstraktnosti in se je zato Einstein odločil, da bo skušal delo predstaviti ljudem na način, ki bo dostopen širšim množicam.
Želel je ilustrirati, da ne glede na to, kakšen sloves ima teorija in kako kompleksna je njena matematična formalizacija, da so osnovne ideje teorije vendarle na nek način preproste in ravno to preprostost, to lepoto je nekako želel posredovati javnosti. Zdaj, po mnenju nekaterih velikih imen sodobne fizike, recimo Leva Landova, je splošna relativnost najlepša fizikalna teorija, kar jih poznamo, in sicer v tem smislu, da nobena druga teorija ne izhaja iz tako preprostih predpostavk in vodi do tako kompleksnih posledic. Einstein je potem po tej končni formulaciji, skratka po novembru 1915, je potem napisal nekaj preglednih člankov o teoriji relativnosti. V letu 1917 je pa prvič izšla tudi pričujoča knjiga. Knjiga je v grobem razdeljena na 3 dele. Jaz se upravičujem za zelo zgoščen slajd. Nisem pripričan, da v zadnjih vrstah vidite, ampak gre za kazalo knjige. Prvi del predstavlja posebno teorijo relativnosti, drugi del predstavlja splošno teorijo relativnosti, tretji del se pa posveča nekaterim kozmološkim implikacijam teorije relativnosti. Skratka, ukvarja se z vesoljem kot celoto in z nekaterimi filozofsko obarvanimi razmisleki, recimo o tem, kaj splošna teorija relativnosti pomeni za interpretacijo prostora in časa in polja znotraj fizike. Preden nadaljujem, bi samo na hitro omenil, o čem govorimo, ko govorimo o teoriji relativnosti. Skratka, kdaj se neka fizikalna teorija zasluži ime teorija relativnosti. Na kratko bi rekel, da takrat, kadar vključuje 2 ključna gradnika, in sicer vsebuje načelo relativnosti, ki pove, kateri opazovalni sistemi so enakovredni za opis fizikalnih pojavov, in vsebuje matematično transformacijo ali pa cel kup transformacij, ki pove, kako se pri prehodih med temi enakovrednimi opazovalnimi sistemi spremenijo fizikalne količine, pri tem pa tudi ohranja formo fizikalnih zakonov enako. Zdaj, to omenjam zato, ker že Newtonova mehanika vsebuje oboje, tako da o teoriji relativnosti lahko govorimo že prej, čeprav se teorija relativnosti nekako drži ta sloves, da je povezana še najbolj z imenom Alberta Einsteina. Ampak ravno spremljajoče besedilo, se pravi besedilo Françoise Balibar, ki govori o Einsteinovem branju Galileja in Newtona, se ukvarja pa nekako s predhodnicami teorije relativnosti, Einsteinove teorije relativnosti, ukvarja se z Galilejevo relativnostjo, potem razloži, na kakšen način je Newton formaliziral, se pravi spravil v enačbe jezik Galileja, in potem tudi pove, na kakšen način je pa Einstein nekako črpal od obeh in kaj je nadgradil. Ok, zdaj, če se vrnemo k knjigi, v poglavju o posebni teoriji relativnosti Einstein najprej razloži, v kakšnem smislu lahko geometrijo razumemo kot vedo, ki nam pove nekaj koristnega o materialnih telesih iz vsakdanjega življenja. To ni popolnoma samoumevno, ker se nekako zdi, vsaj znotraj matematike, da se geometrija ukvarja z razmerji nekih matematičnih pojmov med seboj, ni pa neposredno aplikabilna na vsakdanje življenje. In Einstein v prvem poglavju razloži, na kakšen način je treba razširiti geometrijo oziroma razumevanje geometrije, da lahko potem uporabimo geometrijo tudi za opis v vsakdanjem življenju, za opis togih teles za mehaniko. Skratka, ta poanta je pomembna in ni po naključju na začetku knjige, ker se potem na tej razširitvi temeljijo kasnejše aplikacije geometrije v splošni teoriji relativnosti. Einstein potem upelje pojem koordinatnega sistema oziroma opazovalnega sistema, v katerem je opazovalec, ki opisuje fizikalne pojave, in potem predstavi, na kakšen način sta bila prostor pa čas pojmovana v okviru Newtonove mehanike. Potem pa predstavi 2 temeljna gradnika teorije relativnosti,
in sicer predstavi Galilejevo načelo relativnosti, ki pravi, da so vsi koordinatni sistemi, ki se med seboj gibljajo premo enakomerno, enakovredni za opis fizikalnih procesov. In potem opiše še drugi temelj posebne teorije relativnosti, namreč zakon o konstantnosti svetlobne hitrosti, ki pravi, da je hitrost svetlobe enaka v vseh opazovalnih sistemih. Problem je bil v tem, da se je izkazalo, da v okviru klasične mehanike obema tema temeljnima trdnikoma ni mogoče naenkrat zadostiti. Posebna teorija relativnosti je pa ravno sinteza nekako obeh teh temeljnih načel. Cena, ki jo pri tem plačamo, če se tako izrazim, je pa to, da je treba predrugačiti naše razumevanje sočasnosti, naše razumevanje časa in naše razumevanje prostora. In Einstein zelo nazorno in v splošnih obrisih prikaže potem argumentacijo v prid tej precej radikalni potezi. No, v drugem delu, v poglavju o splošni relativnosti, Einstein razširi načelo relativnosti na poljubno gibajoče se sisteme in argumentira, zakaj in v kakšnem smislu so pravzaprav vsi, tudi pospešeni sistemi, lahko obravnavani ekvivalentno kot premo enakomerno gibajoči se sistemi. Gre za načelo ekvivalence in Einstein ga je izrazil z naslednjimi besedami, da pospešeni sistemi v breztežnostnem prostoru so ekvivalentni nepospešenim sistemom, v katerih je prisotno gravitacijsko polje. Skratka, vidite, da ta posplošitev teorije relativnosti nekako napotuje na teorijo gravitacije prek načela ekvivalence. Einstein potem predstavi vlogo geometrije v fiziki teh splošnih sistemov, poljubno gibajočih se, in pokaže, da v pospešenih sistemih evklidska geometrija odpove. Z drugimi besedami to pomeni, da razdalj med oddaljenimi točkami ne moramo več računati z vsem znanim Pitagorovim izrekom. Gravitacija postane na tej točki potem sinonim za ukrivljenost prostora in časa. V tretjem, zadnjem delu pa Einstein aplicira vsa ta omenjena spoznanja, potem na struktura vesolja v celoti in pokaže, kaj se lahko na podlagi teh novih enačb naučimo o vesolju na kozmoloških skalah, na zelo velikih razdaljah in kako te enačbe omogočajo končno in vendar neomejeno vesolje. To je bil prelom z, recimo, dolgo prevladujočimi stališči o neskončnem univerzumu. Knjigo potem Einstein zaključi serijo dodatkov, ne vem, če to vidite, razmišljanje o vesolju v celoti, potem imate pa 5 dodatkov, kjer pa natančneje in na precej dostopen način, jaz mislim, da na zelo dostopen način, izpelje potem nekatere ključne korake, ki jih je v knjigi obravnaval bolj pavšalno. Navedel je potem tudi eksperimentalne potrditve teorije relativnosti, še zlasti omenim anomalno precesijo Merkurjevega perihelija, skratka Merkurjevo gibanje je izkazovalo neke lastnosti, ki se jih v okviru klasične mehanike ni dal čisto do konca razložiti. Potem odklon svetlobe v gravitacijskem polju in gravitacijski rdeči premik spektralnih črt. Skratka, vsi te problemi se slišijo mogoče precej zastrašujoče, ampak obravnava v knjigi se meni zdi zelo pregledna in zelo jasna. Skratka, zelo dostopna. Čisto na koncu bo potem stoji nekoliko filozofsko obarvan premislek o vlogi polja in prostor časa v sodobni fiziki in takrat Einstein tudi namigne na to, s čim se je takrat ukvarjal. Dodatki so bili kasneje dodani, se pravi, to dodatki niso iz leta 1916, ampak so že tudi iz leta 1921-22. Gre pa za iskanje enotne teorije, gravitacije pa elektromagnetizma. Skratka, Einsteina je zanimalo, na kakšen način se da prostor, se pravi gravitacijo in snov, elektromagnetizem, obravnavati kot dva vidika enega in istega temeljnega fizikalnega polja. In ta teorija poenotenja, sicer na malo drugačen način, ampak vsaj po svojem vodilu, pa vendarle še danes predstavlja centralni problem sodobne fizike in zaključek pričujoče knjige oziroma
Einsteina mislim, da lahko do neke mere jemljemo za pomembnega iniciatorja